Pokrovitelj oddaje Občina Zagorje ob Savi. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tokrat se bomo malce bolj sprehodili skozi življenje Braneta Psarna, ki je že kar nekaj let tisto prvo ime v restauraciji in pizzeriji Naš hram Kisovec, ki se je prav v teh mesecih kar korenito prenovila. Smučarska koča namreč. Brane, živjo. Živjo. Midva se že kar precej dolga leta, do več let poznava, se tikava, ne? Ja, tudi nekako poslovno sodelujemo v teh prostorih, snemamo tudi to oddajo, tudi to. Pa verjetno v tem prostoru, v tej posebni sobi zadnjikrat. Zadnjič, ja. Če tukaj sediva še 2 dni, potem pa jo ne bo več. Ker jo bomo adaptirali, ja. Prenovili v sklopu cele prenove, cele hiše, cele gostilne, restauracije, kuhinje, tudi WC-ji, sanitarije pridejo na vrsto in ta soba bo potem za sanitarije, pa tudi malo kuhinje bo še tle noter. Ja, ta soba je bila ena tistih res lepših, ne? Je kaj hudo, ko se nekaj prenovira? Ja, pa ne, sej, čas mora iti naprej. Tudi pa bojo lepe sanitarije, kuhna bo večja, tudi lepša, pa bomo to lepoto nadomestili z novo lepoto. No, bova šla malce nazaj, preden bova kakšno besedo rekla o prenovah. Kako se je pa začela tvoja ta dejavnost na gostinskem področju? Ja, tukaj na tej lokaciji smo začeli leta 2000. Že eno leto prej smo začeli z obnovo stare, bivše koče, ki je bila malo že obrabljena. Takrat smo jo prenovili noter in zunaj vseh inštalacij do fasade. Tudi zdaj smo šli od fasade do notranjosti, vse adaptiramo, postopamo. Restauracija je že nova, ostale stvari pa malo pozneje, oziroma po teli sobi. No, takrat, ko se je pred skoraj 20 leti prenavljala notranjost te stavbe, stare smučarske koče, je bilo značilno nekaj stebri, leseni stebri, ogrodje, kot bi črvički bili v lesu. To je nek zelo star les, ne? Ja, tudi sem kar slučajno, bolj po naključju sem dobil idejo, ko sem videl na kupu nekje v Svibnem, v Podkumu, en kup starega lesa, pa sem si mislil, ne vem zakaj, mogoče sem že kje to videl, pa sem rekel, kaj če bi mi to les še porabili naprej, da ga nov gospodar porabil za drva, pa smo res pa ti za neke denarje kupili, pa je bilo več dela, da smo to preoblikovali v deske, da so bile uporabljene za nadaljnjo uporabo. Ja, pa mizarja, pa arhitekta, ki je vse skupaj zrisal, no, pa da je pa to dobili neko podobo. Ja, 150 let je bilo že to staro, tako da človek bi rekel, da je to že neuporabno. Pa vsakega posebej malo zanimali, ja, zakaj. Kako je lastnik takrat dejal, 150 let? Ja, ravno tistega leta, ko so oni ta skedenj postavljali, je skozi Zagorje peljal prvi vlak. Zato smo tudi vedeli, da je ta les že 150 let služil svojemu namenu, no zdaj pa že 20 let spet služi svojemu namenu. Še kar, ne? Še vedno pa kaže, da tudi bo, no. Ker v tem lesu črvu tako ni več, črvi so to svoje že naredili, ne, in ko je les presušen, brez smol, brez vsega, za njih ni več zanimiv, so pustili samo sledove noter, te so pa večni zdaj. Večni sledovi. Tako. No, kako se je drugače začela tvoja gostinska dejavnost? Verjetno ne ravno v tej smučarski koči. Ne, jaz sem že začel 83. leta v Trojanah, v gostinskem podjetju Trojane, potem nadaljeval v Garni hotelu v Trojani do leta 2000. Pa se je pa gor zgodba zaključila. Po tistem sem pa najdel tolo lokacijo. Na tej lokaciji smo se s Podbregarjem Janezem pa s Krajnikom smo takrat najdli skupni jezik, pa smo začeli delati. Si kdaj razmišljal, da bi ta smučarska koča postala tvoja, da bi bil ti lastnik?
Ja, bi bil jaz lastnik, sam splet okoliščen je tak, da pač ni šlo, nismo se, vsak smo bili malo na svojem bregu, vsi bi bili lastniki, pa zdaj smo se pa drugače dogovorili za nadaljne sodelovanje, dolgoročno sodelovanje, tako da sem tudi jaz malo bolj ugriznil v jabolko oziroma s temi adaptacijami sem se pokorajžil in bomo dali novo podobo, novo dušo tej gostilni, tej koči. Si svojo ženo, ki tudi dela v tej restauraciji, spoznal tudi prek gostinstva? Tudi v gostinstvu, ja, že nažalost, mislim, v Trojanah, ja, sem se spoznala, pa sva oba v gostinstvu, ja. In v Trojanah in tukaj že 20 let. Enkrat vem, da sem te že vprašal, če bi šla oba na podobno pot te gostinske dejavnosti, si takrat se mi zdi dejal, da je to kar precej naporna pot, da verjetno bi si izbral kaj drugega. Še vedno tako razmišljaš? Ne vem. Verjetno bi delal to, zdaj bi delal to, kar znam, zakaj bi zdaj se spuščal v neke druge stvari. Mogoče, zdaj bom ostal tukaj, ker sem, če bi šel pa še enkrat, pa vse prej ne veš, kaj je prav, kaj ni. Življenje te izuči potem. Kaj pa je najtežje biti najemnik nekih prostorov, skrbeti, da je vedno dobra hrana, dobra postrežba? Je najtežje takrat, ko je bila gospodarska kriza, recimo nekaj let nazaj, se to pozna? Seveda so bili težki časi, mogoče je bilo treba malo bolj stisniti, malo bolj je bilo treba porajtati, kam kaj damo, kako kaj porabimo. Drugače pa vedno je težko, gre počas, mora. Kaj pa razna zakonodaja, ki se je spreminjala tudi nekoč, vem, da smo vsi lahko, tisti, ki so kadili v prostorih. Kako je verjetno tisti, ki ne kadijo, pa so gostinci, so bili verjetno tega zakona zelo veseli. Vsi smo se ga bali, gostinci in tisti, ki so kadili. Na koncu smo pa zdaj ugotavljamo, da smo vsi zadovoljni. Gostinci dihamo bolj zrak, saj mi v restauracijah. Kadilci so se pa v glavnem tudi s tem sprijaznili in tudi vejo, da je treba na zrak kaditi, pa mogoče tudi kjer ga meni. Jaz z mnogim, ki se pogovarjam, pravijo, da pa to bil v času samostojne Slovenije eden najboljših zakonov. Ja, se sem rekel, ja. To, kar smo prej, koliko nas je skrbel, pa koliko smo se sekirali zaradi njega, zdaj tako rekel, nobena tudi ta župa ni bila tako vroča, pa smo jo vseeno prebavili. Koliko se pa je v teh letih zakonodaja druga spremenila? Verjetno smo pa v Sloveniji ena tistih držav, ki pa znamo marsikaj zakomplicirati. Ja, verjetno smo zakomplicirali sam. Tako, ki nam rečejo, tako moramo delati. Tako je, ne? Se moramo prilagoditi, ja. Koliko časa je zorela ta ideja, da bo družina Psarn zagrisla v prenovo smučarske koče? Tudi to je samo od sebe prišlo. Kar pride? Ja, ker pač vidiš, ponudi se prilika, pa situacija se je tako razvila, potem se je tako odvijala, bili so odzivi, bo, ne bo, pozitivni, negativni, sam. Včasih vseh ne smeš poslušati, malo svojo glavo misliti, včasih pa ne obupati, ne, ustrajati je treba, pa gre. Bilo pa je nekaj mesecev verjetno zelo pestrih. Seveda je bilo. Kaj je bilo? V času krize je bilo včasih zelo težko, ja. Zdaj pa verjetno zdaj se je stvar malo obrnila, ja. Zdaj pa tako je prenove, pa spet seveda je težko. Treba je delati, treba je v gostinstvo pelati, treba je adaptacijo pelati, treba je izvajalce izbirati, pa se kakšnih rokov držati? Držati se rokov, pa tudi sami sebi smo zelo skrčili čas, v katerem smo začeli, pa dokončati. Nažalost smo mogli dokončevati ravno pred novim letom, pa se je na koncu tudi malo mudil, pa se je šlo, no, nismo.
v dobrih 3 mesecih ali pa ravno 3 mesecih smo stvar speljali pod streho in tudi pred novim letom že gostili prve goste v tej novi restavraciji. No, včasih prenavljajo kakšne objekte, pa za nekaj časa čisto zaprejo. Nam sreč tega ni bilo treba, no, pač smo tako delali, malo smo se ogibali delu restauracije, ki je obratoval, malo smo zaščitili, malo smo predelne stene delali, tako da nam je uspel kljub obratovanju tudi adaptacijo speljati. Je pa takrat pred 20 leti v Kizovcu delovala tudi zelo uspešna gostilna Marela. Zdaj ni, kako je zdaj s konkurenco? Nekaj tistih najboljših vas je preživelo. Nekaj zelo veliko na novo odprtih pa tudi mogoče trmastih. A trmastih? Trmastih ali pa pridnih, ne vem, kakorkoli to je. Kaj je tisto, kar gosta privabi, da rad zahaja v eno in isto gostišče? Ja, verjetno je tudi ponudba tukaj, verjetno je tudi osebje tisto, verjetno je tudi okolica oziroma sam lokal ali pa urejenost ali pa. Kakšna posebna hrana tudi, ki jo v... Ne vem, če imamo kaj tukaj posebenega. Mislim, da bolj delamo tisto, kar ljudje iščejo, kar želijo. So ljudje odzivni, veliko predlagajo? Niti ne. Ne. Je bila že vsega začetka tudi pizzerija to? Ja, seveda. Od pic do jedi z žara, ribe, meso, à la carte, ja. Mogoče široki zbor jedi tudi k temu pripomore, da vsak nekaj najde zase. V tej sobi, ne vem, tako da so lepo lahko mirno obedovali, da je bilo dovolj prostora, ne vem, 15-16 ljudi. Zdaj te sobe ne bo več, ampak se je pa pri tej prenovljeni pridobilo, ne vem, koliko, 75 oseb? 70 imamo, novih sedežev 70, ja. Kaj to pomeni za gostišče? Še enkrat več dela. Še enkrat več dela. Pa se je pokazalo zdaj, kakšni so prvi vtisi? Pozitivni. Pozitivni. Kaj jim je najbolj všeč? Ja, jim je všeč ambient, ga sami pohvalijo. Ko so sedejo pa pogledajo skakalca, ki skače. Tudi spraševati ni treba veliko. Ja, tudi lepo se vidi direktno skakalnico, tudi iz same restauracije se bo videli, lahko bojo gledali kot na televiziji skozi okna, panoramska okna ven skoke. No, prej je bil to tak odprt prostor, ki je bil namenjen bolj za poleti, ko je bilo toplo. Bo zdaj kaj teh mest, kjer bojo lahko gostje, ko bo poletje, sedeli tudi zunaj? To je bila bivša terasa, tako te terase zdaj ni več, zraven bo pa nova, ja. Tudi malce razširjena, ne? Bolj na južno stran, bolj sončna stran, z več pogleda na skakalnico, z več balkona. Jaz upam, da je prijetno. No. Si kdaj pisal, mogoče si beležiš, kakšni pomembni gostje, dobro, vse pomembni so vsi, ki pridajo, kakšni pomembni gostje z področja kulture, športa, politike so prišli v to gostišče? Ne, posebej ne vodimo te evidence, ja. Je pa vsak dobrodošel, tako da sprejmemo vsakega gosta. Zdaj na teh socialnih omrežjih, moram reči, zdaj nekaj že je, ampak ne vem, sva oba bolj otroka, ki sva nekako morala se navaditi na to sodobno tehnologijo, nisva pa rasla, odraščala z njo. Zato verjetno ni toliko gostišče prisotno na Facebooku. Ne, to bojo mlajši naprej peljali. No, sej, tudi tega se bova dotaknila. Oba vajina sinova sta pa že pogosto tudi tu koga postregla. Sta našla podoben poklic? Mlajši da, starejši ne, oba pa rada pomagata, če treba. So bili to doma pogovori, pojdi v gostinsko šolo, kako je bilo to? Ne. Ne, se pač ta velik se tako ni odločil, ker ni bil za to, sprva mu niti ni
ležalo to na duši. Kasneje probo pa je videl, da ni tako hudo, da je na koncu med ljudmi lušen delati, ne. Pa da mu tudi pristoji to, tudi goste so ga pohvalili, ne. Mlajš se je pa bolj sam odločil, da bi šel v to smer, pa zaenkrat tudi ustraja v tem poklicu. In mu tudi dobro gre, ne? Zaenkrat, ja. Kaj pa družinsko življenje, če imaš gostilno, zdaj, če se vidva odločita, da greste na dopust, ženo, osebja ni zelo veliko, je to verjetno tudi kar težko usklajevati. Ne vem, za kakšen mesec oditi na kakšno dolgo potovanje. Nas je že en teden luksus. En teden je luksus, 10 dni pa že nemogoče. Mogoče kdaj pozneje, ja. Kje pa si polni ta baterija? Ne vem, enkrat smo se videli v Lendavskih Toplicah. Mogoče zadnje cajte tudi kdaj v Lendavske Toplice, drugače pa raj kakšen krog z motorjem. Z motorjem, pa tudi na smučkah, ne? Tudi na smučkah, ja. S skakalnimi, glede na to, da je skakalnica blizu? Ne, to pa edini šport, ki pravim, da ne bi probal. Ne bi. Vse ostalo pa z veseljem. Si tako vmes, ko si stregal goste, tudi kakšno tekmo gledal? Ja, seveda učk mi grede uide. Predvsem tudi, kadar vidiš une najmlajše, koliko so koražni, kako z lahkoto se spustijo po skakalnici. Pa se verjetno včasih postaviš v vlogo starša, pa si rečeš, joj, ne? Ja, isto je to, če sina spustiš na motor. Ali pa, če gre v hribe plezati, mislim, da je to nevarnost tukaj in tam, ne. A je cela družina zaljubljena v motorje? Ja, bolj kot ne, ja. Vsi? Ja, vsi motoristi. Na motorju? Ja. Je bilo že kakšno srečanje, verjetno tudi z asfaltom? Ne. Naj še bo tako, ne? Ja, upam, da. Brane, mi smo o sami skakalni koči vprašali dva sogovornika, par besed, Franca Drnovška, pa tudi Branka Baša. Oba dobro poznaš. Franc Drnovšek je recimo bil tisti, pred kakšnim mesecem, ne, so šla njegova okna ven iz stavbe, zdaj so nova, dolgo so zdržala lesena. Ja, nažalost pa jih je čas prehitel, ne, vezna okna so preživela, zdaj moramo bolj izolativno ograjevati. Brane Baš je pa tudi tisti, ki je pogosto tu sosed. Prvi sosed. Z dušo in telesom v skakalnem športu. Tako, z rokami in z orodjem, če treba prvi pri roki. In jaz predlagam, da si pogledamo, kaj sta oba povedala. Gospod France, kako se vi spominjate gradnje te smučarske koče? Ja, tam nekje v letu 52 smo bili še razdruženi, ampak smo imeli stike smučarji iz Kisoca, ne? In so se pohvalili, da so začeli smučarsko kočo delati. In midva s kolegom sva rekla, bomo šla pa to gledati, kaj bojo počeli, pa kaj bojo naredili, ne? In tako sva en popolnet le gor prišla, so pa želih sestavljali stene zunanje in sva malo pomagala, tudi midva malo poparjati, pa tako naprej. Se nisva nič, da bi se nekako od Zagorjani pa Kisočani, so se včasih, ne, malo vsak za sebe držali, smo bili skupaj, ne. Ja, to je bilo to, no, pol drugega pa. Kako ste bili pa vi sami s smučarskimi športi povezani? Ja, jaz sem od 4. leta skozi smučal. Smučal pa tekmoval 70 let, da je nekaj let, kar sem nehal, ne. Najprej alpsko? Ta prvi sem tekel. Tekel sem celo na okrajnem prvenstvu na Dobovcu, leta 48 pri Pionirjih bil 5. Ne. No, potem smo pa začeli pa z alpsko. Se je pa to nam dopadlo in smo začeli ta prvo malo zavoje delati, pa smo pa že šli malo tudi v Kranjsko goro, boljše smučarje me gledati, kako s to tehniko gre, ne. In tako smo se pa razni tečaji pa to, ne. Ogromno tekm v celi Sloveniji. Ste se srečali tudi s smučarskimi skoki? Ja, to pa samo enkrat. Malo sem skakal še s terenskimi smučmi tam dol pri nas čez eno mejo
in je tam prišel en skakalc, ta Forte, Jože, on je bil skakalc pa tekač, pa prav, pop, ti pa kar dobro skačeš. Bom dal jaz skakalne smuče, pa pred jutr v Kisec na okrajno prvenstvo. In jaz grem, smuče na ramo, drug dan pa sem gor. No, takrat je bila tista 35-metrska skakalnica. Ampak jaz brez vsakega treninga prvič smuče skakalne na nog, ampak korajža. Korajža, čeprav me to malo tremo, to moram priznati, ne. Je pa sreč bilo to, da je fajn snežilo. Takšne debele cote so letele, da jaz tudi mosta nisem videl. Spustov je pa bilo takrat malo narodnik, smo ga šel okoli skočiti gor na zaletišču, ne. Da smo ga okoli v smučino skočiti, ne. No, in mene vrže tam 23 metrov. Ja, pa sem mečken po rajsu z rokam, ne, se veš, strah, greš raj bolj nazaj, kakor pa naprej, ne. No, pa sem pa še 2 skoka naredil, tudi tam okoli 23 metrov in sem bil 5. na okrajnem prvenstvu pri mladincih. To je bila moja skakalna kariera. No, takrat je bila še stara lesena koča. Kdaj se je pa potem zgradila, se spomnite potem, ko se je betonska, pa mislim, da so tudi vaši okni bili potem takrat, zidani v hišo. Tam ne vem, kjerga leta bi to bilo, veš, ker cajt ta svoje naredi, ne, kjerga leta sem jaz to naredil, te okne pa to, ne. Sam vidim, da zdaj so jih ven vrgli. Ja, saj že bil cajt, verjetno 40 let. Ne 40 let, da so držali. Ste še vedno, pa ste radi obiskovali to smučarsko kočo? Veliko. Tudi tle smo imeli seje odbora, stalno tam je tista sejna soba, smo imeli še zato jo prezidali, da smo imeli prostor. Nismo mogli v gostinskem delu biti, ampak smo tle noter imeli, ne. Ja, veliko, pa še zdaj greva z mamo, veliko sem gor. Ja, včeraj sva bila na Martinovem kosilu, ja, tako da grem rad. To so še spomini, rad skakalnico pogledam tamle, ne, ta center, ki je krasen. Ja, tako. In ste verjetno tudi zadovoljni z delovanjem Smučarskega kluba Zagorje, pa tudi sekcije za skoke Kisovec. Zelo, ne. Sej prej smo čas, alpska sekcija je bolj prevladovala. Takrat so skakalce malo stagnirali, pol je pa alpska sekcija stagnirala, ni bilo snega na Marel, ne. So pa skakalci tole, plastiko pa tako naprej. In oni krasno delajo, zelo sledim vsem tem uspehom, ki jih imajo. Koliko ste zdaj vi stari, pa kdaj je bilo zadnjič, ko ste se spustili po kakšni strmini z alpskimi smučmi? 5 let je tega, sem bil še 25-krat tisto zimo na Golteh. To je bilo zadnjo. Pa me pa malo strah rato, imam koliko umetne, so me strašili, malo pa tudi sam sem rekel, 70 let smučarije je bilo dost, sem zaužil to svoje. Brane, kar precej let nazaj sva se mi dva spuščala po tem naletu. Jaz dlje časa nazaj sem prenehal, ti si pa še potem kar nekaj časa skakal do nedavno, kaj? Ja, do 2011 sem se udeleževal veteranskih tekem, zadnja tekma je bila pa stare kamikaze v Velenju. Takrat sem pa zaključil, ker zaradi križa. No, se spomniš svojih skakalnih začetkov, glede na to, da si sosed teh skakalnic, verjetno je bilo kar logično, da si tudi sam zbral za šport smučarske skoke? Ja, to je bila normalna stvar takrat, ker praktično drugega športa razen nogometa v Kisovcu samem ni bilo, ne. In jaz glede na to, da sem doma tam na šohtu 500 metrov stran od skakalnic, normalno, da sem začel skakati pozimi, tako kakor večinoma fantov tukaj iz te doline. Kako si pa spremljal sam razvoj teh skakalnic? Ja, razvoj praktično od vsega začetka, ko se je začel, to je bilo leta 1951, ko je smučarska sekcija
kulturnega društva Svoboda Kisovec takrat začela graditi 30-metrsko skakalnico. Zgradili so jo v enem letu. Decembra je bila že 52 je bila že prva tekma na njej, ne. Čez 5 let so zgradili pa manjšo skakalnico, malce više gor v hribu, ker ta 30-metrska pač ni za otroke bila primerna, ne. Hkrati so pa že tudi razmišljali o povečanju skakalnice. Tako so 60. leta so odločili, da jo bojo povečali, da bojo dopuščala skoke kje do 40 metrov. Na vrh se je naredil betonski nalet, ne. Skakalnica se je povečala, pa se je še malo kombinirala, povečala se je pukla z lesena, ne, tiste nekaj časa zdržali. Ko je segnili to, praktično nismo mogli več skakati spet, ne. No in glede na vse te razmere, ki so nastale, smo mogli tudi začeti ukrepati in naprvo smo mi naredili manjšo skakalnico, 13-metrsko za otroke. Uspeli nam jo plastificirati, hkrati smo pa razmišljali o popolni rekonstrukciji velike skakalnice. No, ta rekonstrukcija je prišla v 90. letih na vrsto, tako da smo jo povečali na 50 metrov, popolnoma nov profil, pač sodoben, ki se je začel prilagajati tehniki skokov, ne. Hkrati pa smo že tudi plastificirali malo pionirsko skakalnico 13 metrov, tako da so naši fantje normalno skakali že poleti in so se nekako pripravljali za naprej. Hkrati z veliko skakalnico smo zgradili še manjšo zraven, to je bila 28-metrska. Ta se je tudi potem prva plastificirala. Dobili smo na staro rabljeno plastično maso, da smo jo položili. Potem pa smo s strani Smučarske zveze dobili novo, da smo jo zamenjali, obnovili. In od takrat praktično se je začel nekako ta razvoj smučarskih skokov pospešeno nadaljevati. Nizali so se uspehi iz sezone v sezono. Fantje so se začeli prerivati proti reprezentanci, ne. Potem pa, ko smo pa s pomočjo občine Zagorje in Smučarske zveze plastificirali veliko skakalnico, 50-metrsko, pa sploh ni bilo problema, ne. Pa enkratno začelo se, ne. Vmes je bila pa še potem sedežnica, to je bila tudi velika pridobitev. Ja, sedežnica se je praktično nekako hkrati z obnovo 50-metrske skakalnice naredila, ne. Brane, kdaj si pa ti se prvič spustil, pa na kateri od teh skakalnic, na 35 ali na tisti v Frgavah, ki je bila malce manjša, 20-metrska recimo, 25-metrska? No, jaz sem recimo skakati začel približno z 6 letom, naprvo pač čez pukle, čez meje, tako kot vsi ostali. Potem na tisti skakalnici gor v Frgavah kot proš, ki se je opustila. Nekako s 7-8 letom sem pa že skočil na tej bivši 40-metrski skakalnici. Sicer ne z vrha, malo nižjega naleta, ne, ampak je šlo. Ja. No, oprema se je zelo spreminjala, špichoze, gojzarje navadne, slabe vezi. Na koncu svoje skakalne veteranske kariere si imel pa že verjetno kar dobro opremo. Ja, moja prva oprema recimo so bile navadne gojzdarje, če tako rečem, ne. To so bili nizki čevlji, narejen doma, na prvem čevljarju, ne vem, ker sem to pojerbal od drugih. Okolje je bil še tisti navaden, z jermeni, s paski, in ko se je to enkrat malo zmočili, smo mogli stalno šponati, nekaj popravljati, da je bilo dobro, ne. Zdaj, v primerjavi s to opremo, kaj pa zdaj, pa sploh ne moreš primerjati, ne. Tudi zdaj so kombizioni, mi smo bili v tistih šponarcih, navaden pleten jopč, ga je mama spletla, pa babica, volnena kapa, volnena rokavica, to je bilo to, od opreme, ne, drugega nismo imeli.
No, še zdaj si zvest smučarskim skokom ali kot fizični delavec, ker je treba ves čas kaj delati, drugače pa kot dolgoletni trener v klubu. Ja, kot fizični delavec je tako, skakati ne moreš, dokler skakalnice ne preproš. Sploh po zimi je treba sneg poglihati, razmetati, poteptati, razno špuro rezati, če tako rečemo. Delam pa kot trener in sicer mlajših kategorij v klubu že praktično neprekinjeno od svojega 20. leta dalje. No. Upravil sem tudi strokovni izpit za trenerja, ne bo še takoj, tako da sploh ni problema, ker sem videl, da brez tega, če nimaš strokovnega znanja, ne bo nič. Ne. Branko, pa zdaj na tekmo ekipa gre z primernim vozilom, kombijem včasih. Vem, ti si imel že izpit, mi smo bili še otroci, si nas pa vozil aj z golfom, aj pa s fičko tam. Pa je kar šlo. Ja, prevoz je bil pa svoje dni sploh problematičen. Ne. Avtomobil bilo še bolj malo, kjer je jemo in lahko pelo. Mi smo tudi nabavljali one stare kombije, malo to, da smo lahko malo peljali. Zdaj tega problema ni več, razpolagamo z 2 kombijem, vozijo tudi starši. Tako da je pa to kot rok, da bi praktično rabili že avtobus za nekako tekmo. Se spomniš še tiste lesene koče? Ja, tiste lesene koče se spomnim. To smo bili praktično stalno noter v njej, sploh po zim, ker se nismo imeli kam drugam dati. Po dnev smo skakali, zvečer smo šli kje. Pa je bil interesanten televizor noter, ker smo gledali razne programe. Mislim, programa si bil eden, ampak mislim filme, pa kak šport, če je bil prenos, pa take stvari. Sploh pa kak skoki, če so bili. No, potem se je pa ta lesena podrla in zgradila novo. Sočasno si pa ti tudi hišo gradil, ne? Ja, praktično jaz nisem mogel iz tega območja stran. Ta bivša lesena koča se je podrla 1978. leta, takrat enkrat, in se je v pol leta zgradila popolnoma nova zidana. Na istem mestu, ko je prej ona lesena stala. Pa nekako je podobo ohranila vse do danes, zdaj se prenavlja spet ta smučarska koča, ampak zunanja podoba bo ostala takšna, kot jo poznamo že dolgo. Ja, to je pa napredek. Isto kot pri skakalnih objektih je treba stalno nekaj dopolnjevati, isto je ta objekt, postal je malo majhen, obnoviti je treba streho, drugo stvar, tako da se bo občutno povečala obisk lahko in upam, da bo to delovalo na polno. In če lahko rečemo, da skakalna ekipa dela s polno paro, da zna poskrbeti za zanamce, za vzgojo, lahko rečemo, da je tudi ekipa Braneta Psarna dobro dela s to gostinsko dejavnostjo. Ja, v vsakem primeru, kjerkoli pride, gre ven iz našega hrama zadovoljen s postrežbo in z vsem, kar nudijo. Sem pa izredno zadovoljen, da je tako, da ne stagnira, ker je prišlo tudi obdobje vmes, ko je to stagniralo. Brane, za konec najinega pogovora je pa prav, da nekaj omeniva še, odkje sploh prihajajo vse skakalci v ta kisoški klub oziroma kisoško skakalno sekcijo? Skakalci v naš klub prihajajo iz širše regije, ne samo iz Kisoške oziroma Zagorske doline, prihajajo iz Trbovlja, z Hrastnika, z Litijske občine, z Celja, z Moravč, tako da pokrivamo precej veliko območje. Bi pa izkoristil priliko, pa hkrati povabil še druge, ki jih to interesira, naj pridejo k nam, dobijo začetno opremo in pa strokovno vodstvo za treniranje. No, Brane, in če je bilo včasih tako, da smo pogledovali v nebo, kdaj bo sneg, da bomo lahko skakali, pa potem spet, da ne bo premočno sonce, pa dež, da bo sneg šel stran, je zdaj ta problem rešen, ne? Poleti se da skakati na plastiko, po zimi se pa tudi umetno zasnežuje, čeprav dostikrat tudi vreme nagaja. Ja, za umetno zasneževanje mora biti pa precej nizka temperatura, tam -3, -4 stopinje,
Moram pa dodati, da smo mi prav letos dogradili bazen s 1100 kubiki rezerve vode za zasneževanje. Tako da upam, če bo dost mraza, imamo mi skakalnice v 3 dneh vse pokrite. Brane, verjetno je lepo slišati takole, če kdo lepo govori o gostišču, kaj ne? Ja, res ste lepo povedali. Ja. No, nismo pa še povedali, kakšen je odpiralni čas. Ja, mi delamo celo leto, delamo vsak dan, razen 1. januarja vsako leto imamo zaprto. Drugače pa od 8 do 10 zvečer, v nedeljih in praznikih pa od 10 do 10 zvečer. In tu se da dobiti malice. Malice, kosila, čez vikend imamo tudi kosila pripravljena, saj 2 vrsti, eno je mesno, eno je ribje kosilo, potem jedi po naročilu, pice iz krušne peči, katerih je preko 35 ali pa še več vrst. Razne sladice, sami pečemo, torte, kremne rezine delamo sami. Kaj pa za kakšne skupine, recimo Abrahama, mogoče Lahko poroke? tudi to pripravimo, poseben meni po želji ali po dogovoru. Zdaj je prostora 70 Za plus cirka 60, 70 ljudi. Brane, naj tole še dolgo traja, naj bo uspešno, naj bo še tako obiskana gostilna, kot je bila doslej. Ne? Hvala, upam, da res. Hvala pa tudi vsem vam za pozornost in srečno.